Slovenske oblasti so 26. februarja 1992 iz registra stalnih prebivalcev nezakonito izbrisale 25.671 oseb. Irfan Beširević, izbrisan 26. februarja 1992. V Sloveniji živi od svojega prvega leta starosti, od leta 1959. Jaz sem zvedel, kakor 93. leta sem šel na upravno enoto, odkar je bilo še na Mačkovi ulici v Ljubljani. Ampak ona je to osebno vzela, jo prelupnila in rekla, da sem od tistega trenutka izbrisan iz registra stalnih prebivalcev Republike Slovenije. Pa sem rekel, kaj ne naredim, kaj to pomeni. Pa rekla, pejte na urad za tujce, pa se izrekite bivanje v Sloveniji. Zakaj pa za tujce? Jaz sem tukaj cel življenje, skozi tukaj živim, šolam se, družino imam, vse imam tukaj. Zakaj zdaj za tujce? Ja, prav, mi smo samostojna Slovenija. Jaz sem šel res na urad za tujce, prav, a to za vas? Rekel, ja, prav, kako, prav, vse vi čisto slovensko govorite, In niso mogli dojeti, Pa so me vprašali, če imam potni list, jaz sem samo slovensko osebno. Rekel, nimam, Prav, ja, pa morate pa na jugoslovansko ambasado, da vam oni izdajo potni list, pa še lahko tukaj zahtevate bivanje v Republiki Sloveniji. Mi vam pasulja ne moramo dati, ampak morate iti v Bosno. In tam si igrati v Bosni. Jaz pa v Bosni benga nisem imel. V Bosni sem bil sam, ko smo šli na počitnice, dokler je bila babica živa, Pa nismo več hodili, Vse res, to je res, da sem jaz rojen v Bosni. Ampak jaz sem kot dojenček prišel v Slovenijo in sem odraščal in živel tukaj in se poročil in vse. Pol se pa začeli komplikacije, Pol nisem imel stanovanja, nisem imel nič. Spal sem po parkih, kleteh, po starih avtomobilih. Pol sem prebolel trombozo, brez zdravstvene pomoči, v kleti sem 4 dni ležal, brez hrane, brez vsega, sem mislil, da bom umrl. Pol si pa bežal, ko si videl policijo, se odmikal, ko si videl, kaj se lahko zgodi, da te lahko deportirajo na Hrvaško. Ne vem, kaj bom pa na Hrvaškem, Tudi njihov državljan nisem, Vse do leta 2002, ko me je policija legitimirala, nisem imel osebne, in so me odpeljali najprej na policijsko postajo Bežigrad in iz tam na sodišče s predlogom izgona iz države. In ko sem jaz sodnici povedal svojo biografijo, je odločila, da ni razloga za izgon. Čeprav je se v sodišče odločilo, da ni razloga za izgon, so me spet zaprli v prehodni dom za tujce, so rekli, v četrtek leti avion za Sarajevo in te bomo deportirali za Sarajevo. Kaj bom v Sarajevu? Spet nekam, kaj pojma nimam, ne poznam, So me spustili, sem mogel vsak mesec javljati v azilnem domu, da so me oni štempljali, da se lahko, samo po Ljubljani sem se lahko premikal, Kar je bila sramota, da sem mogel delati izpit slovenskega jezika, čeprav sem slovensko govoril, v slovensko šolo hodil, sem mogel tečaj delati. Jaz tako pravim, Slovenija je moja domovina, jaz sem v Sloveniji odrastel, v Sloveniji imam prijatelje, sorodnike, kar imam v Sloveniji, in je moja domovina. Potem je pa prišlo to boj, tako seveda, mi smo delali proteste, ulice so bile našega glasilo. Takrat je za ostale medije je bilo izbris tabu. Irfan je predsednik civilne iniciative izbrisanih prebivalcev. V stiku je z mnogimi izbrisanimi, ki se po izbrisu niso mogli vrniti. Boji še zdaj trajajo, še ni končano, ker vemo, da še veliko ljudi je na sodišču za pridobitev statusa. To traja, to so procesi in nas boji še ni končano. Niso nam vzeli samo stalnega prebivališča, vzeli so nam osebnost, vzeli so nam ponos. Stalno prebivališče se je uredil leta 2002. Status stalnega prebivališča si je lahko povrnila zgolj polovica izbrisanih.